ni ustavnega načela, ki ga ta vlada v zadnjih mesecih še ne bi pohodila. Ni demokratične varovalke, ki se ji ta vlada ne bi posmehovala. In ni demokratičnega standarda, ki bi ga bila ta vlada ali njeni najvidnejši predstavniki pripravljeni upoštevati. To so razlogi, zakaj smo se v opoziciji odločili, da sprožimo po 109. členu Ustave ustavno obtožbo zoper predsednika vlade, ki je seveda resna stvar. Gre namreč za to, da predlagamo Državnemu zboru, da predlaga Ustavnemu sodišču, da se zaradi hujših kršitev Ustave in pravnega reda v Sloveniji predsednika vlade razreši. To je orodje opozicije, ki se uporabi v skrajnem primeru, in primer je skrajen, uporabljamo ga pa z vso resnostjo. A če gremo lepo po vrsti, kje so problemi? Najprej tožilstvo in sodniki. Zdaj, veliko je bilo v prejšnjih stališčih že povedanega o tem, kako vlada blokira imenovanje delegiranih državnih tožilcev, kako Evropska komisija mora apelirati na vlado, naj vendarle odpravi blokado imenovanja delegiranih evropskih tožilcev, kako se pritiska na sodnike, naprimer na tiste, ki so razsodili, da v transparentnih smrtnenšizmu ni grožnje z smrtjo, kar absurdno trdi predsednik vlade, kako se diskreditira sodišča ali pa Ustavno sodišče vsakič, ko ta razsodi na način, ki ni po volji vlade. Nič od tega ni novo ali presenetljivo. Za vse tiste, ki delovanje stranke SDS spremljamo in poznamo že nekaj časa, so stvari precej jasne. Gre za edino stranko v parlamentu, ki se spotika ob imenovanje sodnikov, kadar imamo to na dnevnem redu tu. Vsi ostali se zavedamo, da je to prežitek, neka ostalina nekega reda, da smo praktično edina država v Evropi, ki še v parlamentu potrjuje sodnike, edina stranka, ki to izkorišča in se gre lov na čarovnice, kadar jim kakšen sodnik politično ni povšeči, je SDS. Hkrati je to edina stranka, ki je imela, kako bi rekel, premogla dovolj objestnosti, da se je postavila pred sodišče in protestirala. In to več mesecev zaporedoma. Si predstavljate, da bi kdorkoli z leve ali sredine si dovolil kaj takega? Si predstavljate, da bi si kdorkoli v kakšni drugi evropski državi dovolil kaj takega? Seveda se take stvari dogajajo, ampak ponavadi v kakšni Belorusiji ali pa kakšnem drugem režimu, ki vam na jeziku ni všeč, v resnici pa posnemate vse njegove momente. Potem imamo tukaj medije. 1. člen Ustave pravi, Slovenija je demokratična republika. To je, naj bi bil, temeljni kamen te države in ureditve, v kateri živimo. In ne boste našli političnega teoretika, ki se ne bo strinjal s tem, da so temelj demokracije svobodni mediji, ki omogočajo svobodno javno razpravo. Kako se obnaša ta oblast do medijev? Novinarke, ki jim niso všeč, razglašajo za prestitutke. Medije, ki jim niso všeč, pa naj gre za največje nacionalne medije, na čelu z STA, ki je, hočete, nočete, temelj slovenske državnosti, eden od, ali RTV, boste razglasili za lažnive. Niste edini v zgodovini, vemo, kdo je medije razglašal za ljugenprese. Lepe zgodovinske prakse posnemate. In pri tem se ne smemo slepiti, tukaj ne gre za nikakršno uravnoteževanje prostora ali pa kaj podobnega, o čemer blebetajo Janez Janša in njegovi podaniki. Tukaj gre za tisto, čemur Janez Janša s svojimi besedami pravi, najprej diskreditacija, potem likvidacija. In likvidacijo že vidimo. Prišli smo do točke, kjer moramo za, pazite, Slovensko tiskovno agencijo, za medij v državi, ki ima po zakonu in funkciji že 30 let od osamosvojitve naprej nalogo, da zbira informacije, ki jih potem pri proizvodnji novic uporabljajo vsi ostali mediji. Za ta medij smo morali prejšnji teden ali 2 tedna nazaj zbirati dobesedno solidarnostno podporo po 5 evrov, da lahko ta medij preživi. Ne. Tukaj smo, do te točke ste nas pripeljali. In vi temu pravite normalno stanje. Dalje, civilna družba in protesti.
42. člen Ustave pravi, pravica do zbiranja in združevanja, do javnih zborovanj je ustavna norma. Absolutno. V 3. členu, v 3. odstavku tega člena piše, da so dopustne zakonske omejitve teh pravic, če to zahteva varstvo pred širjenjem nalezljivih bolezni. Ampak vi zatirate kakršnakoli javna zborovanja ali proteste že eno leto. Ne glede na to, kakšno je virološko stanje v državi in ne glede na to, da so znanstveniki po svetu že zdavnaj povedali, da za okužbo na prostem praktično ni nevarnosti. Nemška znanost je soglasna, 0,1% možnosti za okužbo obstaja na prostem. Pa smo kljub temu v petek videli pogrom nad protesti. In ves čas smo lahko spremljali dvojne standarde. Medtem ko smo lahko normalno obiskovali recimo ljubljansko tržnico, pa je bilo tam par 100 ljudi, mogoče celo 1000 kdaj. To ni bil problem, problem pa je bil, če si se pridružil gručici 5 ljudi, ki je držala transparent pred parlamentom. Takrat si pa 100% dobil kazen. In to ne majhno. Ljudje dobivajo po 400 evrov od kole, 800 evrov tam. Dijak v Mariboru, ki je govoril na protestu, kjer so zahtevali odprtje šol, je dobil kazen do potencialne višine 4000 evrov in je zdaj zaradi tega pred sodiščem. Pa lepo vas prosim. Tudi pravico do zborovanj in protestov, ki je temeljna ustavna demokratična pravica, ste uspeli spraviti do točke, ko ta ni več samoumevna. Ampak si je ne bomo pustili vzeti. Potem imamo načelo zakonitosti in pravne države. Tukaj je tudi zanimiva zgodba. Mi smo trenutno daleč od tega, da bi ta država še lahko veljala za pravno. Imamo neko kliko na oblasti, ki si lahko dovoli vse, in imamo vse ostale, ki smo že eno leto podvrženi povsem arbitrarnim poskusom delegiranja zakonov, norm, določb in na konec koncev tudi kazni. Če dam primer, ki sem ga že enkrat uporabil. Minister za notranje zadeve Hojs je v parlamentu mirno snel masko, ker je rekel, brez nje ne morem dihati. Je dobil kazen, ni dobil kazni. Vladni govorec Jelko Kacin je malo da ne pred kamero si snel masko, potem pa šel pred kamero, pa je rekel, no pejmo se malo hecati, je dobil kazen, ni dobil kazni. Milan Krek, šef Nacionalnega inštituta za javno zdravje, je šel mirno, takrat, ko smo vsi morali nositi maske, pač tankati brez, pa je rekel, ja, malo sem pozabil, je dobil kazen, ni dobil kazni. Kdo je pa dobil kazen? Kazen je dobila družina, ki je jedla rogljič zunaj, kazen je dobil tisti revež, ki je med razvažanjem Volta se usedel na stopnice ljubljanske stolnice in pojedel burek, ti so pa dobili po 400 evrov kazni. In sem vprašal takrat predsednika vlade, kako komentira te dvojne standarde, je rekel, ja, niso nosili mask. Niso nosili mask, kazni so upravičene. Pa še vedno ni pokazal, kako se je burek na prostem z masko, da se razumemo. To je samo ilustracija za to, kako bo izgledala ta država, če to vlado pustimo, da opravi svoje. Imeli bomo ljudi, ki jim bo dovoljeno vse, ki bodo živeli nad zakonom, nad ustavo in če hočete nad Bogom, in vse ostale, ki bomo podvrženi pač neki arbitrarnosti, preganjanju, diskreditacijam, diskvalifikacijam in mogoče tudi političnim likvidacijam. V tak svet nas peljete. Potem imamo tukaj v zaostrovanju, zadnje čase beremo, da naj bi se kakšno politično stranko kar prepovedalo. To nas tudi ne preseneča, ker to so stare poteze avtoritarnih voditeljev po celem svetu, zgodovina jih je polna, ko ti zaradi nesposobnosti stvari začnejo uhajati iz rok, ko se ti koalicija krha, ko v parlamentu nimaš več zagotovljene večine, ko vsi vidijo tvojo nesposobnost, ko zaradi covida umre 4000 ljudi, ko vsi vidijo, da rušiš ustavni red, ko ti 70% javnosti nasprotuje, narediš kaj? Začneš iskati grešne kozle.
začneš iskati notranje sovražnike, začneš razglašati civilno-družbene organizacije za peto kolono, začneš naprtovati opozicijskim strankam, da delujejo protiustavno in začneš strašiti z državljansko vojno. Ne, tako vi delate. Pa niste prvi, ki tako delate. Malo si preberite zgodovino 20. stoletja, pa boste našli en kup takih žalostnih zgodb. Ampak brez skrbi. Mi predobro poznamo to zgodovino, predobro vemo, kako je izgledala zgodna Dučejeva Italija, predobro vemo, kako je izgledala Nemčija leta 1933, predobro vemo, kako je izgledala Salazarjeva Portugalska, kako je izgledala Frankova Španija ali pa, če hočete, kako danes izgleda Orbanova Madžarska ali pa Lukašenkova Belorusija, da bi vam dopustili, da boste to naredili tudi v Sloveniji. Ne boste. Ne boste. Ne glede na izid ustavne obtožbe danes. Vam pa povem to, da za to, kar opisujem, nikakor ni kriv en človek, tisti, ki trenutno zaseda položaj predsednika vlade. Zato je krivih tistih 46 plus nekaj ljudi, ki temu človeku omogočate, da počne, kar počne. Da sesuva medijski prostor, da si poskuša podrediti sodstvo, da si je praktično že podredil policijo, da poskuša prepovedati javna zborovanja, civilno-družbene organizacije, preganja kulturnike in zdaj po novem bi tudi opozicijo, to se vi omogočate. Ne? In vas, tako imenovana bivša sredina, gledam. Vas gledam. Vi ste tisti, ki to omogočate. In če ne danes, bo slej ali prej prišel kakšen drug lep sončen dan, ko boste morali za te svoje poteze prevzeti odgovornost pred samim sabo, pred ljudmi, ki so vas izvolili in konec koncev tudi pred zgodovino. Vi ste tisti, ki ste omogočili, da ste potegnili Slovenijo na najnižjo točko v zadnjih 30 letih v stanje, ki ga bomo še leta popravljali. Ta država je po vaši zaslugi, bom se grdo izrazil za konec, razštelana. Hvala lepa. V poslanski skupini Levica bomo seveda ustavno obtožbo podprli.